Državni zbor je 17.2.2017 soglasno sprejel zakon o osebni asistenci. Tako se je končala trnova pot zakona, ki so ga invalidi čakali več let. Ta civilizacijski pravni akt jim bo namreč zagotovil, da lahko živijo v skupnosti in enako kot drugi odločajo o svojem življenju. S sprejetjem zakona o osebni asistenci so po besedah sekretarja zveze Matjaža Juharta poplačani dolgoletni napori Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. S 1.1.2019, ko zakon o osebni asistenci stopi v veljavo, bodo namreč gluhi ali gluhoslepi, ki potrebujejo izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu, koristili osebno asistenco v obsegu 30 ur na mesec. Uporabnik bo lahko namesto osebne asistence izbral denarno nadomestilo, predvidoma v višini 150 evrov. Vstopni kriteriji prejemnikov bodo določeni naknadno v podzakonskem aktu. Zakonodajalec je v zadnjem predlogu odpravil zgornjo starostno mejo upravičencev, kar pomeni, da bodo do denarnega nadomestila upravičene tudi osebe starejše od 65 let. Slovenija je z umestitvijo komunikacijskega dodatka za gluhe v zakon o osebni asistenci postavila unikum v evropskem pravnem redu. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je s slavnostnim dogodkom 14. marca 2017 v veliki sejni dvorani počastila zgodovinski uspeh za svoje uporabnike. Predsednik zveze Mladen Veršič se je zahvalil vsem, ki so s svojim delom pripomogli k sprejetju tega zakona. Številne napore, prepričevanja, obrazložitve in utemeljitve je zveza podajala na številne organe, ustanove in posameznike skozi daljše obdobje. Res je, da se je v tem času zvrstilo kar nekaj predlogov in postopkov za sprejem različnih variant zakona o osebni asistenci. Vendar najpomembneje je, da danes dejstvo, da je trenutni sprejeti zakon najbližji približek optimalnemu. Invalidi bodo morali najmanj do 13. junija 2018 počakati na podzakonski akt oziroma potreben pravilnik, ki bo urejal pogoje za upravičence po tem zakonu. Ta bo zelo natančno tudi opredelil vstopni prag za osebe z okvaro sluha. Zato Veršič od Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, ki bo vodilo vse postopke, pričakuje, da bo zveza kot reprezentativna invalidska organizacija za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polžjevim vsadkom imela predstavnika v tej delovni skupini. Magister Cveto Uršič je vodil prvo delovno skupino za pripravo zakona o osebni asistenci. Ključno za uspeh je po njegovem mnenju sodelovanje invalidov pri pripravi besedila zakona o osebni asistenci. Zato pomeni, da je tista skupina, ki je bila res zelo heterogena, dobro delala, dobro je pa delala tudi zaradi vseh članov, ki so vedeli, zakaj se gre, imeli so posluh, imeli so pa tudi sposobnost pogovarjati se in poslušati drugega. Tako da na koncu je nastal nek kompromisen tekst, ki je kot dela bil dober. Še enkrat hvala in upam, da boste gluhi in naglušni imeli tudi tega zakona. Prvo podpisana pri predlagateljih zakona o osebni asistenci, poslanka Nove Slovenije Iva Dimic, je poudarila tvorno sodelovanje s predstavniki zveze, saj so se z njimi ves čas nastajanja besedila srečevali. Torej, predhodno je bilo to rečeno, da je bilo to urejeno preko razpisov, za FIHO sredstva, sedaj pa je to pravica. Uroš Pikl, predsednik odbora za delo, družino in socialne zadeve in invalide, je bil prav tako vesel dejstva, da je Državni zbor soglasno sprejel zakon o osebni asistenci in poudaril, da je država toliko demokratična,
kolikor daje možnosti najranljivejšim skupinam. In verjamem, da bo ta zakon pomenil boljše in lepše življenje vsem tistim, ki je neposredno namenjen. Dragica Bac, direktorica Direktorata za invalide, je orisala nadaljnje postopke, ki jih bo njen resor zagotovil vse do začetka izvajanja zakona. Kaj vse moramo sprejeti? Torej, pravilnik. V pravilniku pa bo serija zadev, torej opredeliti je potrebno orodje za ocenjevanje potreb in osebnega načrtovanja. Podrobneje je treba določiti uveljavljene pravic z vso potrebno dokumentacijo. Obrazci, priprava predlog okvirnih programov vsebinskih, izbrati izvajalce izvajanja osebne asistence, vzpostaviti register izvajalcev, imenovati člane strokovnih komisij na centrih, usposobiti koordinatorja na centrih za socialno delo, določiti ceno ure osebne asistence. Predlagatelji zakona so zapisali, da bo za izvajanje zakona na leto treba zagotoviti 8 milijonov evrov sredstev, vendar takrat še niso vedeli, da se bo komunikacijski dodatek razširil na uporabnike starejše od 65 let, tako da so grobe ocene stroškov 10 milijonov evrov letno.